Zdrav! Krepeni dočakata, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Darojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo. Prisrčno dobrodošli na Bizelskem, na svečanosti, ki nas bo spomnila, kako pomembno je, da živimo v miru in varni. Davnega leta 1991 ni bilo tako. Prav lepo pozdravljam vse krajane Bizelskega, vse praporščake, takratne pripadnike, voda 126. čete teritorialne obrambe, ki je leta 1991 bival v tej stavbi in nadzoroval mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Pozdravljam delegacijo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, delegacijo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Krško, delegacijo Policijsko-veteranskega društva Sever Posavje, delegacijo Zveze slovenskih častnikov Brežice, delegacijo Zveze borcev za vrednote NOB Brežice in Bizelsko. Med nami toplo pozdravljam generalnega sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospoda Mitja Jankoviča, takratnega sekretarja za ljudsko obrambo občine Brežice, gospoda Stanislava Zlobka, župana občine Brežice Ivana Molana, namestnika poveljnika vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki podpolkovnika Mojmira Liparja, bataljonskega počasnika vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki praporščaka Dušana Kunaverja. Od pomorskih ravnin do triglavskih višin, od kozjaških gozdov do jadranskih balov, najkamnitije kras, najprijazna je vas, mi odtod smo doma, naša pesem igra. Velika in majhna, V Sloveniji je bilo junija 1991 težko obdobje in preizkušnja za vse domoljube. Takrat ni bilo enostavno, a zavest vseh mož, da je celovitost in varovanje meja in nas državljanov najpomembnejša, je botrovala temu, da živimo v miru in varni še danes. K mikrofonu vabim slavnostnega govornika, gospoda Stanislava Zlobka,
ki je bil takrat sekretar za ljudsko obrambo občine Brežice. Pred več kot 20 leti smo državljani Slovenije dosegli najpomembnejšo zgodovinsko zmago. Prvič v svoji dolgi zgodovini smo si izbojevali svojo lastno državo. Bila je izbojevana v izredno težkih in krutih političnih pogojih doma in v svetu. Že večkrat v zgodovini se nam je približala ta priložnost, vendar se nam je dotedaj še vedno izmuznila iz rok. V svoji burni preteklosti smo Slovenci že velikokrat preživeli različne pogrome, začenši s turškimi upadi, pa preko številnih izredno krutih okupatorjev in zavojevalcev. Pa vendar smo vselej ostali. Predvsem zato, ker smo v tistih trenutkih zmogli dovolj potrebne enotnosti in imeli posameznike, ki so si za dosego svojih nacionalnih ciljev bili pripravljeni na oltar domovine položiti tudi svoje življenje. Tudi v zadnjem prelomnem obdobju 90-ih let je bilo tako. Dogajanja v takratni skupni državi so bila podobna mnogim prelomnim obdobjem slovenstva tudi v preteklosti. Takrat smo se državljani Slovenije v letu 90 skoraj s plebiscitno večino odločili, da nam življenje v takratni skupni državi ni več mogoče in da bomo zato svoj jutrišnji dan prostovoljno nadaljevali v svoji skupni lastni samostojni državi. Seveda, ta naša odločitev mnogim v vrhu takratne zvezne države ni bila po godu. Zlasti srbska nacionalistična politika je takšni slovenski odločitvi v začetku zelo nasprotovala. Za ta svoja prizadevanje pa so si pridobili na svojo stran celo vodstvo jugoslovanske armade, ki je takšno njihovo politiko začelo uresničevati tudi v praksi. Tedanjemu slovenskemu vodstvu ni preostalo drugega, kot da je sprejelo odločitev, da bomo novo nastalo državo branili tudi z orožjem. Slovenska policija, pripadniki teritorialne obrambe, državni organi in večina državljanov Slovenije je z največjo stopnjo odgovornosti opravilo svojo neponovljivo zgodovinsko poslanstvo. Vodstvo občinske organizacije Veteranov vojne za Slovenijo, Brežice, pa že vrsto let skupaj z vodstvom občine, krajevnimi skupnostmi in posamezniki postavlja spominska obeležja na objekte, kjer so potekale posebne aktivnosti. To počno predvsem iz dveh razlogov. Prvič, da se zaradi tajnosti teh dogodkov v preteklosti z njihovo vsebino in sporočilno vrednostjo seznani tudi širši krog občanov. In drugič, da naj bi časovni odmik teh dogodkov z leti preveč zbledel ali pa se celo pozabil. Doslej je bilo na območju občine postavljenih 11 takšnih obeležij in ta, ki ga bomo danes odkrili, bo 12. hkrati zadnji. Na tem večnamenskem prostoru, objektu, ki je bil v tistem času poznan tu na Bizeljskem pod imenom Stara šola, bomo danes z namestitvijo napisne plošče izrekli priznanje pripadnikom voda iz 67. čete teritorialne obrambe Brežice, ki so se v tem objektu namestili v prvih dneh julija 1991. Od tu so hodili upravljati izredno pomembno nalogo. Z ukazom nadrejenega poveljstva jim je bilo naloženo, da varujejo državno mejo z Republiko Hrvaško in postavljajo protioklepne ovire na mostovih reke Sotle od Bizeljskega do Kapelja. Pripadniki so svoje delo opravili uspešno, saj na tem območju ni prišlo do prihoda sovražnikovih not ali tehnike. Moram reči, da nas je velika večina razočaranih
in prizadetih. Predvsem zato, ker smo iz bogate države, ki smo jo takrat obranili, kot velike hiše, uspeli v tem času izprazniti ves inventar, ki je bil karkoli vreden. Nič pravzaprav od tistega, kar se je takrat obljubljalo od ljudi, ki so želeli v tej državi prevzeti oblast, ni bilo od te obljubljene Švice. Veliko je nezaposlenih ljudi, med njimi seveda tudi veliko veteranov. Mi smo sicer z novo državo pridobili nekatere dodatne človekove pravice, ki so bile morda v preteklosti zanemarjene. Toda izgubili smo eno veliko pravico, to je pravica do dela, kajti ta zagotavlja človeku resnično svobodo. Prav tako se je v tem obdobju uničilo veliko izjemnih in perspektivnih organizacij in podjetij. Dogaja se razprodaja našega premoženja, ki so ga delovni ljudje skoraj 40 let gradili in se odrekali tudi svojim posebnim dohodkom na ta račun. Vse več tujcev postaja lastnikov na naši zemlji. In tudi veterani se upravičeno sprašujemo, tako kot poje Rok Kopitar v svoji pesmi, ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, ali se bo zavedal svojih korenin, če bomo nadaljevali takšno pot, kot smo je doslej. In kje vidimo izhod iz te težke situacije? Mislim, da je danes na tem mestu možno uporabiti eno simbolno primerjavo. Ta kraj Bizeljsko, tu gor z eno gorco, slavi eno pomembno romarsko pot, kjer ljudje že stoletja hodijo k tej Svetogorski Mariji in prositi za uresničitev številnih želja, ki jih sami niso mogli, ali pa se priporočati za kakšna posebna dobra dela. Seveda ne vemo, koliko je bilo teh priporočil in prosil uresničenih. Prepričan pa sem, da bo tudi ta pot in ta kraj postal včasih morda del te romarske poti in da se bodo tudi ljudje ob tej plošči morda kdaj ustavili in se vprašali, čemu je namenjena in kaj nam sporoča. Sporoča nam pa tole, da lahko si želimo in mislimo marsikaj. Toda, če v teh mislih ne sodelujemo in ne damo svojega aktivnega prispevka, potem obstaja tudi malo možnosti, da se nam uresničijo. Na koncu mi dovolite, da se v imenu veteranske organizacije zahvalim tudi občini Brežice, njenemu vodstvu, gospodu županu, za vso pomoč, ki je v teh letih namenjal, zato da smo lahko ta obeležja postavili širom občine. Hkrati tudi izražam zadovoljstvo, da so te postavitve teh plošč bile vsako leto vključene v program praznovanja občinskega praznika Brežice, kar daje seveda tem dogodkom posebno težo. Predsedniku krajevne skupnosti Bizeljsko, gospodu Kelharju, izročita slovensko zastavo v spomin na današnji dan in čuvanje. Enotno, mirno, časti po, zdrav! Dovolite, da
vas vse skupaj prav lepo in prisrčno pozdravil v imenu Sveta krajevne skupnosti in svojem imenu. Jaz se zahvaljujem za zaupanje in ponosni smo, da se je tudi na Bizelskem odkrila ta plošča, kajti tudi naši ljudje kot lovci in vsi smo takrat sodelovali in mislim, da je prav, da smo lahko vsi ponosni danes, kak mi, tako tudi manjše generacije, da smo to le uspeli. Jaz bi vam želel tudi lep večer, še nocoj lepo druženje in vas povabil po proslavi na zaključek, ki bo tukaj v dvorani. Hvala lepa. Veterani, spoštovani gostje, cenjeni slavnostni govornik, bizolanci in bizolanke, ter vsi, ki ste se danes udeležili te prireditve. Slavnostni govornik je lepo povedal, da so bili seveda 91. leta za nas Slovence zgodovinski trenutki in seveda, da smo si izbojevali nekaj, kar smo Slovenci sanjali tisočletja. Prav tako pa je bilo lepo slišati, da so bile tudi to časi, ko smo verjetno Slovenci doživeli eno od največjih, predvsem poenoten in seveda tudi bili zelo odločni in enotni pri tem, da želimo svojo državo. Z krvjo in tudi v naših krajih smo imeli žrtve. Mislim, da tega se velikokrat premalo zavedamo in tudi verjetno zaradi tega tako slabo gospodarimo s to državo, kajti dejansko, če bi imeli večkrat to pred očmi, bi verjetno se tudi bolj zavedali, da nas samostojnost in pa seveda naša država ni bila dana kar tako v roke. Mislim, da v današnjih trenutkih, ko gledamo res da mogoče malo dalje, tudi kaj se vse dogaja, opažamo, da tudi mir ni sam od sebe in verjetno tudi begunci, ki so marsikateri bežali pred vojno, pa čeprav so različni pomisleki, med njimi je bilo tudi mogoče špekulantov, vendar večja del ljudi je seveda bežalo pred takimi težkimi trenutki, kot so bili pri nas 91. leta. Vse življenja